Samo to nakratko, se pravi, predvsem zaradi odziva medijev odstopati od tega predloga, če sporozum. Tako, predvsem zaradi očitkov, pa ne samo medijev, tudi stroke, moram reči stroke, pod narekovaji, recimo takšne stroke, bivših ministrov in podobno, ki so šli res za politični argumenti, v smislu utrjevanja pozicije vlade oziroma vladajoče garniture v tej družbi. Mi tega ne želimo, še enkrat, mi vemo in se zavedamo in stavimo na strokovno, ekspertno vodenje in smo tudi prepričani, da je neka večja, tesnejša povezava med nadzornim svetom upravo lahko velika dodana vrednost pri razvojnih načrtih Telekoma v prihodnje. To verjamemo in to bomo verjeli vedno, še posebej, ko govorimo tudi o odvisnih družbah, ki so neke vrste paradni konji. In dejansko nadzorni svet, spoštovani, nima nikakršnih pristojnosti vpogleda, ni česar, kar se tiče odvisnih družb. In je to problem. To ocenjujemo kot problem, kot neučinkovitost in smo to želeli odpraviti. In o tem sploh ni bilo diskusije. Jaz sploh nisem prebral enega, recimo, komentarja na to temo, ali bo, ne vem, za novim enotednim sistemom neka učinkovitejša delo tudi odvisnih družb, recimo Mobitel, ali ne. Ali bo prej moč doseči konvergenco teh sistemov, ali ne. O tem, jaz ne vem, ali kdo, ki je govoril, ni. Ne. Ali bo moč narediti kaj na tem broadbandu na ruralu, s tem, kaj hitreje, ali ne. To zanimivo, zdaj nekaj mi ni jasno, ko ste pripravili predlog, ste rekli, tak predlog je za Telekom najboljši, tak predlog je za in zdaj, ko ste od tega, govorite, kontraargumenti me niso prepričali, obenem pa od tega odstopate. Zdaj, mislim, je to zgolj... Ne, od tega ne odstopamo, to ni res. Ne, od tega ne odstopamo. Od tega ne odstopamo, to prelagamo v čas, ko bo možna argumentirana diskusija in ker ne bo vsak predlog napaden z političnim orožjem, ampak želimo si strokovnih argumentov, ekonomskih, finančnih, ne nazadnje tudi to se pravi v smislu telekomunikacije argumentov, razvoja telekomunikacijskih sistemov in podjetja, ne pa politične diskusije. In sedaj je najbolj neprimeren čas za voditi argumentirano razpravo, ker smo v predvolilnem obdobju. Mi mislimo, da je v strokovnem smislu ta predlog dober, da stoji. Vendar se argumenti žal ne slišijo. Sliši se samo, češ zamenjuje se predsednika uprave, češ vlada utrjuje svojo pozicijo in podobno. Mi to ne vidimo kot nek problem, ker sem povedal zakaj. Ker s tem se nič ne utrjuje. Katerakoli bodoča vlada lahko to spremeni na prvi seji. To sploh ni dobeno utrjevanje. To je drugo, da je to prek nekih, da smo neki manjšinski delničari in tako naprej in si na tak način utrdimo pozicijo. Tu smo pa praktično več kot 75% govorimo o glasovalnih pravicah na vsake skupščini. To je ves razlog. Mi še zmeraj smatramo, da je to dobro, vendar vidimo, da bi to povzročilo lahko več škode tudi samemu podjetju, taka diskusija, kot pa koristi v tem trenutku in ne vidimo za to potrebe, da bi si to seveda privoščili v obdobju teh nekaj mesecev. Tega prednjega meseca niste rekli, da bo, kar je konc koncev vemo, da... Ne, jaz sem seveda računal, res ne, jaz sem računal, da bo sleherni predlog preanaliziran tudi strani strokovnjakov in tudi strani novinarjev bolj v vsebinskem smislu kot v političnem.